Verjetno je tole eden od avtov, ki se najbolje stara glede na prodajne številke. Zdaj v času testa je november in prejšnji mesec je bil tale avtomobil najbolje prodajen model v Sloveniji. Več kot 300 so jih prodali. A moram dodati še kaj? Verjetno ja. Octavia 3. generacije je med nami že 6 let in tole je že prenovljena verzija, kar se vidi po teh lučeh, na katere se še nisem navadil, ampak ok. In na naših cestah boste videli samo karavane, kombije. Ja, tole je tako priljubljena oblika med družinami, med službenimi uporabniki, med policaji, da na limuzino sploh nihče več ne pomisli. Čak, kako sploh že izgleda? Aja, takole, sem že prav pozabil. Lahko bi rekel, da v tem avtu ves čas zeham, ker je tako nezanimiv in dolgočasen, ampak je po drugi strani ravno zato tako dober. Prav nič vas ne bo zares motilo, ker bi bilo slabo. Če vam kaj ni všeč, so to pač čustva, zato vklopite razum in boste navdušeni najprej nad prostornostjo, sploh v prtljažniku. Ta meri 610 litrov, to je pač ogromno. Vožnja je spet en sam dolgčas. Nobene posebne drame, ne mara hitrih ovinkov, počuti se malce nerodno. Najbolje gre dejansko naravnost. S tem motorjem lahko tudi precej hitro. 213 km/h je končna hitrost. Ne vem, če se sploh kakšen proda, da ni TDI, čeprav se zdaj trend počasi obrača proč od dizlov. Tale je najbolj tiste klasične sorte. 2 litra, 4 vali, 110 kW oziroma 150 konjev. Dokaj glasen je motor in ne preveč uglajen, kar se tiče vibracij, je pa zato varčen. 6 litrov pije na testu. Ima pa DSG s 7 prestavami, to je novost in še dobra po vrhu. Menjalnik dobro deluje edino pri izpeljevanju cuka, kot pač vedno. Dobra izbira je tudi tale oprema Family, ker so vanjo po ugodni ceni vključili praktično vse, kar potrebujete. In to za 23 €.